Prej sem izdelal to kolo na zračni pogon kot zabaven projekt, da bi preizkusil, kako izvedljiva so lahko vozila na zračni pogon ali pa tudi ne. Deluje tako, da pretvarja stisnjen zrak v rotacijsko gibanje s pomočjo pnevmatskega cilindra in tega ročičnega mehanizma. To nato poganja verigo na zadnje kolo, ki me potiska naprej. In delovalo je kar dobro, vendar je bilo nekaj težav. Za začetek, glavna ročična os uporablja ramenski vijak s premerom 8 mm, zasnova pa je zahtevala, da je navojni del M6 pod obremenitvijo, kar ni zdržalo niti polovice nazivnega tlaka cilindra. Od takrat sem to zamenjal za ramenski vijak s premerom 10 mm in zdaj navojni del ni več pod obremenitvijo. To pomeni, da se je premer najtanjšega dela dejansko podvojil in mi moral zdržati celotno silo cilindra pri tlaku 100 PSI. Prav tako je za največjo učinkovitost treba optimizirati čas odpiranja ventilov, tako da je tlak v cilindru enak tlaku atmosferskega zraka, ko se izpušni ventili odprejo. Vsak presežek tlaka, ki se sprosti skozi izpuh, je izgubljena energija, ki bi jo lahko uporabili za potiskanje kolesa naprej. Zato moram ali spreminjati čas odpiranja ventilov glede na vhodni tlak, ali pa uravnavati vhodni tlak in imeti fiksen čas odpiranja ventilov. Po premisleku sem se odločil za drugo možnost, saj se je vhodni tlak med delovanjem motorja zdel težko izmerljiv. Naredil sem ta sistem z odmikačem in stikalom na gonilki, da elektroniki sporoča, kdaj naj odpre ventile in je optimiziran za delovanje pri približno 35 do 40 PSI. Poglejmo torej, kako daleč gre ta stvar v resnici. Torej, zračni rezervoar imam nastavljen na 100 PSI, tlak pa je znižen na 40 PSI za cilinder. To bi moralo dati izpušni tlak približno 15 PSI, kar je čim bližje atmosferskemu tlaku. Tako da upam, da bo to dober preizkus dosega. V komentarjih spodaj napišite, kako daleč mislite, da bo to kolo prišlo. Ne mislim, da bo šlo zelo daleč, ampak zato sem tukaj, da to preizkusim. V redu, pa začnimo. Brez poganjanja. Dober začetek. Medtem ko jaz testiram doseg kolesa, ti pa ugibaš, kako daleč bo kolo prišlo, poglejmo nekaj okvirnih številk. Rezervoar na zadnjem delu kolesa ima kapaciteto 24 litrov in je napolnjen na 100 psi manometričnega tlaka. Manometrični tlak pomeni, da izmerjeni pritisk uporablja atmosferski tlak kot referenčno točko. Torej, pri 100 psi manometričnega tlaka je v rezervoarju približno 6,8 atmosfer zraka, ki jih je mogoče sprostiti iz rezervoarja. Kar pomeni, da rezervoar shranjuje ekvivalent 6,8-kratnika svoje prostornine pri atmosferskem tlaku, oziroma 163,2 litra atmosferskega zraka. Vsakič, ko bat opravi celoten cikel, se približno 0,4 litra prostornine napolni z zrakom. Zdaj je pomembno opozoriti na izpušni tlak. Če je zrak, ki zapušča izpuh pod enim atmosferskim tlakom, vsak cikel porabi 0,4 litra skupne količine. 163,2 litra, kar skupaj znese 408 ciklov. Če pa je izpušni tlak 2 atmosferi, bo vsak cikel porabil dvojno količino zraka, kar dejansko prepolovi doseg. Še zadnja stvar, ki jo moramo upoštevati, je minimalni tlak, pri katerem lahko kolo še deluje, saj je še vedno potrebna določena sila, da me potisne naprej. Minimalnega tlaka še nisem preizkusil v naravnem terenu z novo razmerjem zobnikov, ampak recimo, da določimo minimum na približno 1,5 atmosfere tlaka. Če to odštejemo od ocenjene prostornine, dobimo skupno 127,2 litra atmosferskega zraka, ki ga lahko izpustimo skozi izpuh. Če to delimo z 0,4, dobimo približno število ciklov, ki je 318. Vsak cikel bata premakne kolo za skupno razdaljo 2,15 cm. Zato lahko zelo grobo ocenimo doseg na 684 metrov. Ja. To pomeni, da je zagotovo rezervoar povsem prazen. Približno 18 PSI. Da bi izmeril doseg, sem si ponovno ogledal posnetek, preštel, koliko ciklov je bat opravil in to pomnožil z razdaljo, ki jo prepotuje v enem ciklu. Kar daje skupni doseg 640,7 metrov, kar je precej krajše od ocenjenih 684 metrov.
Ne samo to, ampak med celotnim testom nisem ves čas dodajal moči, saj sem nekaj časa vozil na vztrajnost, preden sem se obrnil. Kar pomeni, da je val dejansko opravil le skupno 263 pogonskih ciklov oziroma 565,5 metrov. To bi lahko pomenilo, da je bil izpušni tlak nekoliko nad atmosferskim tlakom ali pa je razširjen volumen valja nekoliko večji, kot sem ocenil, saj ga ne morem natančno izmeriti. V vsakem primeru je kolo prevozilo 640 metrov verjetno s hitrostjo hoje. Poglejmo, ali bo šlo kaj hitreje. Prav, v rezervoarju je 100 PSI, regulator pa imam popolnoma odprt, tako da bo 100 PSI šlo neposredno v val. Nisem prepričan, kako hitro bo to šlo, ampak upam, da mi bo dalo veliko navora na zadnje kolo. Razlog, zakaj pravim, da ne vem, kako hitro bo šlo, je ta, da obstaja največji pretok zraka v val in iz njega. Dejanske odprtine za vstop in izpuh v valju so precej majhne. Ampak če lahko na zadnje kolo prenesem veliko navora, bi me moral motor kar dobro pospeševati. Prvi preizkus pri 100 PSI. Držim pesti, da se ne zlom. Ja, tako, to je to. To ima veliko moči. Res lahko slišiš ta pritisk izpuha. Ja, pritisk izpuha je res visok, ko ga poganjaš pri tem pritisku. Zanima me, koliko se je pritisk zmanjšal že samo zaradi tega enega zagona. Pritisk je že padel na 80 PSI. Naredimo to še enkrat. Zdaj je na 80 PSI. Toliko pritiska sem izgubil v enem zagonu. Spet sem ga izgubil. Potem, ko ste videli ta test pri višjem pritisku, verjetno komaj čakate, da preizkusim potapljaško jeklenko, da bi takšno moč ohranil dlje časa. Ampak najprej naredimo nekaj napovedi. Pri dovodnem tlaku 100 PSI vsaka ponovitev porabi približno 1 liter zraka, pri atmosferskem tlaku. Nekaj sem iskal po spletu in največja potapljaška jeklenka, ki sem jo našel, ima prostornino 20 litrov in jo je mogoče napolniti do 230 barov oziroma 220-kratnega atmosferskega tlaka. To pomeni skupno 4540 litrov zraka pri atmosferskem tlaku. Če to količino delimo z zrakom, potrebnim na cikel, in pomnožimo z razdaljo prepotovano na cikel, dobimo doseg približno 9,5 km oziroma 5,6 mil. To se sliši kar dobro, kaj ne? Ampak to še ni vse, saj 20-litrska jeklenka, ocenjena na 230 barov, ni lahka. Prazna tehta 23 kg. Ne samo to, tudi zrak shranjen v notranjosti pri tem tlaku tehta približno 5,5 kg, kar skupaj znese skupno težo 28,5 kg. Tako da ja, res se ne mudi, da bi si ga kmalu kupil. Ja, veliko bolj zabavno je z visokim pritiskom, ampak kot pri vsakem vozilu, več kot imaš moči, manjši je doseg. Preden zaključim ta video, bi rad naredil hitro primerjavo med tem kolesom na zračni pogon in mojim doma narejenim električnim kolesom. Zračni rezervoar na zadnjem delu tega kolesa na zračni pogon tehta približno 10,6 kg in mi omogoča doseg 640 metrov. Zdaj, baterijski paket, ki je majhna črna škatla tukaj na mojem električnem kolesu, tehta malo več kot 3 kg in mi omogoča doseg pri vožnji s približno 10 miljami na uro. Omogoča mi doseg 38 mil, kar je skoraj 100-krat večji doseg kot pri tem kolesu na zračni pogon za tretjino teže. Če bi imel baterijski paket, ki bi tehtal enako kot zračni rezervoar na tem kolesu na zračni pogon, bi lahko teoretično prepotoval 120 mil pri hitrosti 10 mil na uro. Tako da ta zračni rezervoar kmalu ne bo zamenjal moje električne baterije.
Prav tako, če primerjam baterijski paket z največjo jeklenko za potapljanje, ki sem jo lahko našel, je jeklenka skoraj 10-krat težja od baterije in mi omogoča le približno sedmino dosega te baterije. Tako da mislim, da vozila na zračni pogon kmalu ne bodo prevzela vseh naših drugih vozil. Rad bi se vam zelo zahvalil, da ste si ogledali ta video. Upam, da ste dobili nekaj vpogleda v to, kako bi morali vozila na zračni pogon verjetno preseči zakone fizike, da bi bila uporabna. Ampak upam, da vas je vseeno zabavalo. Če vam je bil video všeč, prosim, stisnite všeček. Če ste novi na mojem kanalu in želite videti več takšnih projektov in eksperimentov, potem prosim kliknite naroči se spodaj. Velika hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu za podporo mojemu delu in za to, da so takšni projekti sploh mogoči. Se vidimo v naslednjem videu. Prav tako še nisem govoril o zmogljivosti električnega kolesa, zato vem, katerega bom od zdaj naprej vozil.